Knjiga imena slovenskih psov se osredinja na to, kako je pes zaznamoval slovenski jezik in kako ga zaznamuje danes. Ob tem pa malo pogleda tudi onkraj domačega plota in v zgodovino, saj sebe ni mogoče dodobra spoznati, če vsaj malo ne poznamo tudi drugih. Pes je družabno, krdelno bitje, zato ne živi rad sam. Tudi besede zanj imajo svoje družine. Pri nas je pes oče, ki ima samostalniške otroke psica, psič in psar, pridevniškega pasji in glagolskega psovati. Prvi samostalnik ima otroka, ki se mu reče psička, drugi otrok je psiček, tretji pa ima psarno in krajevno ime sarsko. Pridevnik ima otroka pesjak, glagol pa hčerko po imenu psovka. V kakšnih odnosih so nastale te besede in kako živijo, opisuje prvo poglavje. Drugo poglavje obravnava združbe besed, katerih član je pes, kak njegov otrok ali sopomenka. Take združbe so na primer morski pes, pasji dnevi, pasje bombice. Tu izvemo, kaj te združbe pomenijo, kako živijo in kako so nastale. Nekatere so prav posebej imenitne, le zakaj rečemo, ko se nam z dokončanjem dela že zelo mudi, da nam kuzla v rit skače. In zakaj rečemo, da je poleti vroče kot pes, pozimi pa mraz kot pes. Morda preberem odstavek, ki govori o pasjih bombicah. To so predhodnice majhnih petard, sestoječe iz v papirček zavitih glinenih kroglic z žveplom, ki ob padcu na trda tla počijo, eksplodirajo. Besedno zvezo smo prevzeli iz nemške hundebombe, ki je označevala podoben izdelek, prvotno namenjen kolesarjem za odganjanje psov. V začetku 20. stoletja psi še niso bili tako navajeni na kolesarje kot danes, zato so se pogosto zaganjali za njimi. Pasje bombice so prišle v prodajo leta 1912. Ponujala jih je trgovina s kolesi Stukenbrock s sedežem v Einbecku na Spodnjem Saškem in jih tudi pošiljala po vsej Nemčiji. Izpod tipkovnice Nine Ledinek si lahko preberemo besedilo o psu v splošnih razlagalnih slovarjih. Tone Smolej je napisal poglavje o psu v slovenski prozi v letih 1860 do 1980. Marjetka Goleš Kavčič pa o psu v naši folklori. Zapis ljudske pravljice o psoglavcih je povzet po Josipu Jurčiču. Sledi poglavje o sporazumevanju med psi in ljudmi. Tu med drugim izvemo, da zna pes 4 jezike, od katerih sta 2 res njegova, da je lajanje razvil za sporazumevanje s človekom, človeški jezik pa je zanj tuji jezik, ki ga razume na ravni A1 in sicer je najbolj natančno usvojil velevne medmete ter nekaj členkov. Če hočemo psa razumeti vsaj toliko, kot on razume nas, se moramo naučiti razumeti njegove jezike, vsaj lajanja in govorico telesa, ki jo lahko spremljajo slušni znaki, kot so renčanje in podobno. Nato sledi poglavje o pasjih imenih nekdaj, začenši z najstarejšim egipčanskim, ki je Abu-Tiju in je zapisano pred letom 2280 pred Kristusom, prek stare Indije, antične Grčije in Rima do srednjeveških Keltov in Germanov in na koncu do naših klancev, kjer je prvo pasje ime zapisano šele okrog leta 1666 in se glasi Harambaša. Ljubitelji številk pridejo na račun v naslednjih 2 poglavjih, od katerih prvo govori najprej o zastopanosti pasem, nato pa o imenih s sinhronega vidika. Gradivo pokaže, da so daleč najpogostejša dvozložna imena s 4 ali 5 črkami, kot sta na primer Luna in Lumpi. Slovarska baza je narejena v programu Eva, ki omogoča označevanje in enostavno pretvorbo v strukturo XML. Sprotno označevanje izdelanih slovarskih sestavkov je omogočilo izdelavo poglavja pasja imena glede na izvor in pomensko motivacijo. Tu izvemo, koliko imen je prevzetih in koliko domačih ter koliko nosilcev nosi domača in koliko tuja imena. Koliko imen je prevzeto iz katerega jezika in kje so njihovi končni viri. Ime Roxy je na primer prevzeto iz angleščine, a njegov končni vir ni angleščina. V angleščini se je obrusilo iz Roxanne, to pa je prek latinščine prevzeto iz grškega Roxane, ki je prevzeto iz avestijskega Rauchna. Tako je bilo ime sogdijski princesi, ženi Aleksandra Velikega. Končni vir je torej iranski jezik. Prvotni pomen pa Luna.
Sledite še poglavji o slovničnih posebnostih slovenskih pasjih imen in navodila za uporabo slovarja. V posamezna poglavja uvajajo kratki literarni zapisi o psih, ki jih je ilustrirala Emilija Neškovska-Čretnik. Drugi del knjige je slovar, ki prinaša 12.815 imen naših psov, zapisanih na 17.505 načinov, s katerimi je bilo v centralnem registru hišnih živali Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Republike Slovenije novembra 2018 zavedenih 196.312 psov. Imena s 50 nosilci ali več so tudi etimološko osvetljena. Več kot polovica imen je enkratnih in večina teh je bolj čudnih. Imen s 50 nosilci ali več je le 531, a na ta imena sliši kar 67% slovenskih psov. Knjiga je uporabna za izbiranje imena hišnemu ljubljenčku, ne nujno psu, lahko tudi mačku ali mački, dihurju ali dihurki, kači ali kačonu. Uporabna je za seznanjanje z jezikovnimi dejstvi o psih in njihovimi jezikoslovnimi interpretacijami, ter nenazadnje za privzgajanje spoštovanja do živali. Njeno uporabnost usmerjajo bralci. Jaz je nisem, ker je nisem napisal z namenom, temveč z razlogom. Želel sem kar se da priljudno ubesediti reči iz preseka množic jezik in pes, dveh množic, ki sta mi vse od otroških let daleč najljubši.